Spoštovani, za našo vlado je prva polovica mandata. Če se spomnimo, je pred 2 letoma v družbi vladalo nezaupanje. Bila je finančna in gospodarska kriza, grozila nam je trojka, nakopičili so se slabi krediti. Izgledalo je, kot da ne zmoremo naprej. Pa vendar nam je v teh 2 letih uspelo premakniti veliko. Skrajne negotovosti ni več. Zagotavljamo politično stabilnost, ki je ključna za normalno delovanje države in gospodarstva. Znatno smo izboljšali stanje javnih financ. Dosegli smo namreč najnižjo raven javnofinančnega primanjkljaja od začetka krize. Država postaja dober gospodar za javnimi financami in državnim premoženjem. Tako imamo danes trdno gospodarsko rast in kar me še posebej veseli je, da je zaposlenosti, torej dela, vse več. Predvsem med mladimi, ki so ena glavnih vladnih prioritet. Novo zaposlitev je v preteklih 2 letih našlo skoraj 50 000 mladih. Prav tako je stopnja brezposelnosti po 6 letih prvič padla pod 100 000. Moderniziramo državo. Odpravili smo kar nekaj administrativnih bremen, poenostavili poslovanje z javno upravo. In tako bomo nadaljevali, saj si želim Slovenijo peljati naprej, v boljšo prihodnost. Tudi pravosodje usmerjamo k višji učinkovitosti. In kar je izjemno pomembno, organizirano in humano smo se soočili z migracijami ter uspešno zagotovili varnost v državi. S premišljenimi mednarodnimi prizadevanji smo znova postali mednarodno odgovorna in upoštevanja vredna država. To, spoštovani, so dosežki vseh nas. Vseh nas skupaj in na njih smo lahko ponosni. Prepričan sem, da so rezultati trdega dela vidni posebej, če nanje pogledamo z vidika 2-letnega obdobja. Jasno pa je, da sistemske spremembe zahtevajo svoj čas. Tega, kar smo zapravili v predhodnih letih, se namreč ne da popraviti čez noč. Vlada je zato trdno odločena, da gre naprej in ne bomo odnehali. Tako bom preostanek letošnjega leta z ministri posebej posvetil izboljšavi zdravstvenega sistema in nekaterim drugim prioritetam. Spoštovani, družba, ki je optimistična, ki ve, kaj hoče in kam gre, ima prihodnost. Optimistična družba in posamezniki iščemo rešitve ter spreminjamo stvari na bolje. Skupaj. Naša vlada si bo zato še naprej prizadevala za dostojno in kakovostno življenje vseh vas, naših ljudi. Če bomo delali drug z drugim in ne drug proti drugemu, sem prepričan, da bomo uspešni. Vsak dan in tudi po 2 letih delovanja te vlade se sprašujemo, ali izboljšujemo učinkovitost javne uprave. Z veseljem ugotavljamo, da po 2 letih dela lahko trdimo, da smo odpravili marsikatero administrativno oviro. Izboljšali smo upravljanje s stvarnim premoženjem, prenovili smo sistem javnega naročanja, ga naredili bolj učinkovitega in skokovito sledimo razvoju informatike, tako v državni upravi kot tudi širše. Še posebej pa se veselimo orodij, ki bodo omogočala, da bodo javni uslužbenci bolj uspešni, bolj pravično nagrajeni in bolj učinkovit servis državljanov. Največji poudarek pa dajemo tako imenovani iniciativi Slovenije, zelene, referenčne države v digitalni Evropi. S to inicijativo želimo Slovenijo pozicionirati med vodilne države v digitalni transformaciji, kajti v tem vidimo novo dodano vrednost, nova delovna mesta, novo gospodarsko uspešnost in nove dolgotrajne posledice za uspešnost družbe kot celote. Zato se bomo v duhu strategije javne uprave še naprej vsak dan posebej spraševali, ali dejansko odgovorno in v sodelovanju iščemo inovativne rešitve za boljše storitve. Aktivnosti in pozitivnih rezultatov slovenske zunanje politike je preveč. Zato samo nekatere najpomembnejše. In sicer učinkovita in hitra pomoč slovenskim državljanom v svetu. To je zlasti sedaj pomembno, ko se soočamo s terorističnimi napadi. Skupen nastop s slovenskimi podjetji, ko gre za prodor na nove trge in s tem tudi širitev diplomatske mreže, ki jo prilagajamo potrebam slovenskega gospodarstva. Nenazadnje pa moramo omeniti tudi našo miroljubno politiko, človekove pravice in pa skrb za blagostanje.
Najpomembnejši dosežek pa je, da smo po 15 letih dobili novo deklaracijo o zunanji politiki Republike Slovenije, ki bo temelj tudi za naše nadaljnje uspešno delo na zunanjepolitičnem področju. Slovenija se je v preteklem letu prvič srečala z masovnim migracijskim valom, ki so mu severne ekonomsko močne države odprle svoja vrata. Ministrstvo za notranje zadeve s svojimi organi, predvsem policijo in v sodelovanju z vsemi ostalimi službami in organizacijami je opravilo izjemno pomembno in veliko delo. Kljub temu, da evropske rešitve niso bile na dlani, smo uspeli zagotoviti varnost naših prebivalk in prebivalcev, hkrati smo pa tudi zagotovili dostojno obravnavo skoraj pol milijona migrantov. Vlada Republike Slovenije je ustavila trend padanja sredstev namenjenih Slovenski vojski in v spremembah proračuna za naslednji 2 leti predvideva postopno njihovo rast, kar je nujno potrebno za učinkovito in varno delovanje Slovenske vojske. Na Ministrstvu za obrambo smo veliko truda namenili pripravi predlogov Zakona o obrambi in Zakona o službi Slovenski vojski, sočasno s strateškim pregledom obrambe. Zavedamo se, da je v Državnem zboru potrebna 2/3 podpora za sprejem Zakona o obrambi in upam, da bodo poslanke ter poslanci zakon podprli. Medresorska delovna skupina pod našim vodstvom je pripravila posodobljen model kriznega upravljanja in vodenja. Dokončujemo tudi predlog zakona o kritični infrastrukturi. Aktivnosti potekajo tudi na področju zaščite, reševanja ter pomoči. V vladni proceduri je resolucija o programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za prihodnje obdobje. Izpostavljamo preventivo ter status prostovoljnih reševalcev, zlasti gasilcev. V zvezi s tem usklajujemo tudi predlog zakona o gasilstvu. Z opravljenim delom sem zadovoljna. V zadnjih 2 letih nam je z odgovornim javnim finančnim poslovanjem uspelo znižati primanjkljaj po 3% bruto družbenega produkta. Slovenija je tako po 7 letih izšla iz postopka presežnega primanjkljaja in si ponovno pridobila ekonomsko suverenost. S tem so se izboljšale bonitetne ocene in pomembno znižala cena financiranja države. Zaradi tega imajo tudi podjetja in prebivalci boljše cene zadolževanja. Vzpostavljeno je bilo delovanje SDH-ja in sprejeta prva strategija upravljanja kapitalskih naložb države. Družba za upravljanje terjatev bank je dobila nove instrumente za prestrukturiranje podjetij. Z uvedbo davčnih blagajn so se zvišali prihodki državnega proračuna. V zadnjih 2 leti imamo gospodarsko rast skoraj 3%. Osnovni moto delovanja našega ministrstva od vsega začetka je bil, da rečemo, stop novim dajatvam za gospodarstvo. To smo v največji možni meri tudi naredili. Potem smo se pa lotili tudi 2 pomembnih branž znotraj gospodarstva. Ena je les, želimo namreč revitalizirati gozdno-lesno verigo. Ustanovljeno je podjetje Slovenski gozd, znotraj tega smo za spodbujanje razbite lesne verige ustanovili direktorat za les na našem ministrstvu. Ključna naloga našega ministrstva pa je vzpostavljanje boljših pogojev za konkurenčno poslovanje naših podjetij. Tudi v tem obdobju smo napredovali za 6 mest na svetovni lestvici konkurenčnosti. 3 glavne odprte fronte, ki pa jih imamo, ene so že skoraj zaključene, druge so v izvajanju, so pa naslednje. Zmanjšanje administrativnih ovir, projekt Ministrstva za javno upravo, del, ki se nanaša na gospodarstvo, vodimo na našem ministrstvu in od prvega poletja oziroma od drugega poletja letošnjega leta je v uporabi SMI test, kjer vsak nov predpis testiramo tudi z vidika vpliva na malo in srednje gospodarstvo. Hitreje do pravice smo poenostavljeno poimenovali paket zakonodajnih in institucionalnih sprememb, ki bodo, to sem prepričan, posamezniku, gospodarstvu in vsezadnje tudi državi omogočili precej hitrejše in bolj kvalitetno uveljavljanje svojih pravnih interesov, ki bodo privedle do bolj enotne sodne prakse in ki bodo na vsezadnje okrepile delo državnih organov na področju pregona
tistih oblik kriminala, ki so prioritetne, od gospodarskega, bančnega do kaznivih dejanj zoper ranljive skupine. Zato smo v zadnjih 2 letih med drugim pripravili spremembe 2 procesnih zakonov, civilnega in kazenskega. Intenzivno delamo na reformi mreže sodišč po celi državi in na uveljavitvi enovitega prvostopenjskega sodnika. Sprejeli smo in še pripravljamo dodatne ukrepe za pomembno krepitev odprtosti, transparentnosti in predvsem odgovornosti ne samo sodnic in sodnikov, ampak tudi drugih pravosodnih gradnikov. Veseli me, da imamo v Sloveniji po 6 letih prvič manj kot 100 000 brezposelnih oseb. Še pomembnejši pa je podatek, da nam narašča število delovno aktivnih, v primerjavi z lanskim letom več kot 13 000 več delovno aktivnih in ta številka tudi presega 820 000 ljudi. Med drugimi nam je pomembno uspelo znižati brezposelnost med mladimi. V zadnjih 2 letih se je zaposlilo približno 49 000 mladih brezposelnih starih do 29 let. Pomembno vlogo pri zniževanju brezposelnosti med mladimi je imel projekt širši paket jamstev za mlade, kjer so bili vključeni različni ukrepi in s tem paketom nadaljujemo tudi v naslednjem obdobju, v obdobju 2016-2020, kjer bo namenjenih okoli 300 milijonov evrov za različne ukrepe zaposlovanja mladih. Gospodarski kazalniki so ugodnejši, vseeno pa smo pristopili tudi k projektu odpisa dolgov, kjer so bila pričakovanja javnosti morda višja, vendar vseeno, če ne bi bilo tega projekta, 2 milijona evrov ljudem ne bi odpisala, ljudem, ki so najbolj ranljivi. Z delom je začelo 10 urgentnih centrov po Sloveniji. Skupnim javnim naročilom za opremo 7 urgentnih centrov smo prihranili 3,3 milijona evrov. V proračunu sem zagotovila tudi denar za gradnjo urgentnega centra Ptuj in nadaljevanje gradnje ljubljanske urgence, ki po vseh letih zapletov teče po planu. Pred rokom in s prihrankom skoraj 1 milijon evrov smo dokončali prenovo celotnega vodovoda na Onkološkem inštitutu. Uredili in umirili smo krizne razmere v UKC Maribor, ki so škodile pacientom. Vlada je namenila 7,9 milijona evrov za dodatne posege in 8 milijonov za vse prve preglede in osnovno diagnostiko. Plačani so vsi pregledi z magnetno resonanco in za zdravljenje raka. Parlament je sprejel resolucijo, Vlada pa predlog zakona o lekarniški dejavnosti, ki je prvi v tovrstni zakon po 24 letih. Še septembra bosta na vladi zakon o tobačnih izdelkih, od katerega si obetamo dodaten vir za financiranje zdravstva in tudi predlog zakona o zdravstveni dejavnosti, s katerim bomo med drugim uredili podeljevanje koncesij. V zdravstvenem sistemu delamo evolucijo, ne revolucije. Sedanja vlada izobraževanju, znanosti in športu namenja veliko pozornosti, tudi sredstev. To je odsev z našega resorja. Zagotovo ima v svojem središču tudi mlade, predvsem zaposljivost in zaposlenost mladih. In še posebej dialog ter seveda usmeritev prihodnost, stabilno prihodnost. Na našem področju smo zagotovili prenovo učbeniških skladov, napredovanje učiteljev, aktivno je povezali gospodarstvo in izobraževanje z osnovo vajeništva, pametno specializacijo, vključujemo se v CERN, spodbujamo vse več mednarodnih povezav in odprtosti izobraževanja v povezavi tudi z gospodarstvom in celovitim razvojem družbe. Odprli smo svetovno prepoznaven nordijski center Planica. Z zdravim življenjskim slogom smo znova spodbudili mlade, da šport in gibanje vzamejo kot del svojega vsakdana. Predvsem pa je naš moto in bo tudi v prihodnje, da je znanje vrednota, naša priložnost in prihodnost, šport pa gibalo naroda. Drugi tir je nedvomno med najpomembnejšimi projekti te vlade in našega ministrstva. Zanj smo že pridobili pravnomočno gradbeno dovoljenje in ustanovili posebno projektno podjetje, ki ga bo tudi izvedlo.
Po dolgih letih smo zagotovili dovolj sredstev za to, da se spet intenzivno izvajajo obnove in druge investicije v cestno omrežje. Uspešno smo črpali evropska sredstva v višini skoraj 100%. V okviru tega smo modernizirali slovensko omrežje v vrednosti skoraj 1 milijarde evrov, poglobili smo vplovne kanale v Luko Koper, v teku je gradnja avtocestnega odseka Draženci-Gruškovje, obnovili smo letališče v Mariboru, uvedli smo enotno vozovnico, prav tako pa je izveden tudi projekt gradnje 26 polnilnic za električna vozila na avtocestnem omrežju. Zelo pomemben je tudi projekt energetske sanacije stavb, v okviru katerega smo obnovili skoraj 600 objektov v višini 200 milijonov evrov. Zagotovili smo tudi več sredstev za subvencije preko ekosklada, prav tako pa smo za novo kohezijsko obdobje pripravili vse potrebno za uspešno črpanje. S to intenzivnostjo bomo na vseh prioritetnih projektih nadaljevali tudi v prihodnje. Jaz bi navedel 3 stvari, ki se mi zdijo važne in ki govorijo tudi o tem, da gre vendarle za uspešnost tega dela. Prvič, da so se v tem času zaključili nekateri zelo pomembni projekti, kot je recimo Narodna galerija, grad Vipavže in nenazadnje prenova prostorov za arhiv Slovenije na Roški, kjer je danes urejen zelo sodoben filmski arhiv. Poleg tega je treba omeniti, da se ministrstvo postopoma digitalizira. Govorim med drugim tudi o digitalizaciji arhiva, ki teče in ki je bilo v tem času sproženo. In nazadnje, da je s tem, da smo nekatere strategije, ki jih zahteva od nas nacionalni program za kulturo, že uspeli sprejeti, druge pripraviti, tretje pripravljamo, je pravzaprav stekla tudi prenova kulturnega modela, kar je zaveza te koalicije. Ministrstvo za okolje in prostor je v lanskem letu sprejelo z zakonom o vodah rešitev, ki se odraža v ustanovitvi direkcije za vode, kar nedvomno kaže na to, da se vlada zaveda problema poplav. Je pa res, da smo uspeli v lanskem letu tudi podeliti vse koncesije za rabo vode, ki v preteklosti niso bile podeljene. Pripravili smo sklop zakonov o graditvi objektov, o prostorskem planiranju. To je tudi veliko delo, ki ga zaključujemo prav v tem terminu. Res pa je, da je pri pripravi zakonodaje najbolj svež zakon o dimnikarski službi, ki je v sprejemanju v Državnem zboru. Ob tem je Ministrstvo za okolje in prostor sprejelo resolucijo o nacionalnem stanovanjskem programu, sprejeli smo program preprečevanja in pa ravnanja z odpadki, sprejeli smo načrt prehoda v zeleno gospodarstvo in akcijski program in sprejeli smo inštrumente za urbani razvoj mest. Pomembna stvar, ki bi jo rada še povedala, je kohezijska politika. V celoti smo izvedli operativni program 2007-2013, za operativni program 2014-2020 pa je že približno 1/3 projektov potrjenih, med njimi tudi veliko občinskih projektov. Ko smo prevzeli vodenje te vlade, smo vsi skupaj verjeli, da so evropska sredstva za Slovenijo priložnost in ne le ovira, kot sem slišala do tedaj. Verjeli smo, da lahko na tem področju premaknemo stvari naprej. In smo jih. Leta 2014 nam je tekla voda v grlo. Obstajala je zelo velika verjetnost, da sredstev, kar 4 milijarde evrov, je njih ne bomo uspeli počrpati v celoti. Ampak to zame ni bila opcija. Skupaj s sodelavci po ministrstvih smo morali trdo delati, da smo Slovenijo uvrstili na zemljevid najuspešnejših držav članic na tem področju. In mislim, da je podatek, da smo Slovenijo pripeljali z 19. mesta na 4. mesto med vsemi državami članicami, zelo zgovoren podatek. V zadnjih letih smo s pomočjo teh sredstev podprli več kot 5000 uspešnih zgodb, ljudi, organizacij, podjetij in drugih. Ozrite se okrog sebe, videli boste mnoge table, ki govorijo, da je vse to naložba v našo prihodnost. V tem mandatu smo odprli dialog o tem, kakšno prihodnost si želimo v Sloveniji in kakšna naj bo. Verjamem, da je naš cilj, da naša država postane zgodba o uspehu. Zgodba o edinstvenih, nadarenih ljudeh, ki znamo stopiti skupaj. In to, da znamo in zmoremo, smo že večkrat dokazali.
Druži nas vztrajnost v prizadevanju za naš skupni boljši jutri. In ravno to je cilj te vlade, da gremo naprej. Kar se našega urada tiče, moram reči, da smo imeli uspešno teh 2 let, predvsem v tem cilju, da na področju identitete in kulture smo dosegli nek napredek velik glede slovenskega jezika in uvajanja slovenskega jezika v dvo- in trojezičnih šolskih sistemih, tako na Koroškem, avstrijskem Koroškem, Furlaniji, Ljudski krajini, Gorskem Kotarju porabijo. To pomeni, da je dejansko slovenski jezik, ta kultura, aktivnost dejansko sestavni del sistemskega šolanja v sosednjih državah. In da je Slovenija za 500 000 Slovencev, kjer gre za sposobne Slovence, za angažirane, delovne, pridne ljudi, dejansko lahko mnogo večja. Gre za to, da je Slovenija večja z njimi in pa z sodelovanjem, ki se lahko vključuje tudi v naš proces našega nadaljnega razvoja Slovenije. Seveda pa predpogoj, da za to ustvarjamo tudi pogoje v Sloveniji. Predvsem pa je naš velik poudarek na mlade generacije. Mi moramo dejansko preseči te naše večne teme okrog naše borbe za to, kaj Slovenija želi in kaj hoče zunaj. Pomembno je namreč tole, da lahko na mlado generacijo prenašamo predvsem tisto, kar zanima mlado generacijo. To pa so možnost razvoja, študija, izmenjava študija in pa tudi tako imenovano koncept kroženja možganov. To pomeni, da ne govorimo več in ne razmišljamo samo o tem, da odhajajo mlade generacije v svet, ker iščejo boljše življenje in boljši kruh, ampak da dejansko ustvarjamo te pogoje, da se lahko te naše generacije mlade tudi vračajo v slovenski prostor in dajo tudi nove izzive in nove rešitve za naprej in so soustvarjalci našega razvoja Slovenije kot celota.